Medvoške zgodbe za Dan državnosti, kulturni pohod skozi Alejo Slovenija, 70 curkov za 70 let prostovoljnega gasilskega društva Zbilje, tradicionalno srečanje medvoških upokojencev, srečanje voznikov Prostoferja, na skupnostnem vrtu društva Barka, medvoški praznik glasbe. Lepo pozdravljeni. Slovesnost ob dnevu državnosti pripravlja javni zavod Sotočje Medvode v sodelovanju z različnimi društvi in izvajalci. Letos tudi s televizijo Medvode, ki je prispevala nabor zgodb medvoških pričevalcev, ki so vsak na svoj način opisovali za njih ključne trenutke pri nastajanju naše države. Letošnjo slovesnost je gostila krajevna skupnost Vaše Goričane v prijetnem ambientu dvorišča pred njihovo stavbo. Nekaj slabe volje pa povzročila nekajminutna nevihta, ki je prekinila prireditev in onemogočila ozvočenje. Tako da je nadaljevanje potekalo v tehnično manj ugodnih pogojih, a po drugi strani z nekim simboličnim sporočilom, da kljub neprilikam lahko nadaljujemo v vseh pogojih, če je le volja za to. Posnetek prireditve ste si že lahko ogledali tudi na naši televiziji. Tokratna slovesnost ob dnevu državnosti se je odvila na prostoru pri krajevni skupnosti Goričane v neposredni bližini gradu Goričane, ki je bil poleg vseh zgodovinskih in nedavnih funkcij tudi zbirno mesto, odkuder so izgnance leta 1942 odpeljali v taborišča. To je bila samo ena izmed omemb tokratne slavnostne govornice, zgodovinarke, znanstvene svetnice na Inštitutu za novejšo zgodovino, doktorice Nevenke Troha, ki je dodobra analizirala pot Slovencev do lastne države. Od zatiranja po koncu Prve svetovne vojne, ko so zlasti primorski Slovenci doživljali kulturni genocid, pa do nenaklonjenosti do slovenske identitete v času kraljevine Jugoslavije, predvsem pa je poskus izbrisa obstoja Slovencev kot naroda poskušal udejaniti Hitler znano zapovedjo "napravite to deželo spet nemško". Prav v narodno-osvobodilnem boju pa Troha vidi prve zametke bodoče slovenske države, predvsem z 8. temeljno točko OF, ki pravi, da bo po svoji narodni osvoboditvi o notranji ureditvi Združene Slovenije in o svojih zunanjih odnosih odločal slovenski narod sam. OF bo to elementarno pravico slovenskega naroda uveljavila in branila z vsemi sredstvi. Vse od leta 1941 se je torej osvoboditev izpod okupatorja povezovala s prizadevanjem za združeno Slovenijo, torej za Slovencem bolj pravične meje, za suverenost Slovenije v okviru federalne Jugoslavije in tudi zato, kot je bil eden od sloganov osvobodilnega boja, da se staro ne povrne. Pri tem je izpostavila takratno vlogo Komunistične partije Slovenije kot najbolj organizirane in izkušene v ilegalnem delovanju, ki jo je zaradi težkih socialnih razmer podprl velik del sodelavcev osvobodilnega gibanja, še pravi Troha. Zmaga nad okupatorjem je prinesla osvoboditev in za mnoge konec trpljenja in upanje v boljše ter bolj pravično življenje. Tisti, ki so bili med vojno na nasprotni strani, pa so v teh mesecih doživljali strah in tudi nasilje, ki je vrhunec doseglo v množičnih izvensodnih pobojih. Menim, da je za slovensko državo nujno, da končno pietetno pokoplje vse žrtve in s tem vsaj na tej ravni tudi delno onemogoči, da jih bolj ali manj vse vpletene strani izkoriščajo za svoje dnevno-politične cilje. Izpostavila je še, da se je med vojno oblikovala slovenska državnost, ki se je krepila tako z osnovanjem Slovenskega narodno-osvobodilnega odbora leta 1941, zborom od poslancev slovenskega naroda 1943, zasedanjem v Črnomlju leta 1944 ter potrditvijo dela slovenske delegacije na drugem zasedanju AVNOja in zaključnim dejanjem v ustvarjanju slovenske države, imenovanjem Narodne vlade Slovenije 5. maja 1945 v Ajdovščini, s katerim je Slovenija postala država z ozemljem, prebivalstvom in lastno oblastjo. Ta je sicer del svoje suverenosti prepustila zveznim oblastnim organom nove federativne jugoslovanske države, kar pa dejstva, da je bila to slovenska država, bistveno ne zmanjšuje, je še poudarila Troha. Izpostavila je še nekaj ključnih etap na poti k samostojni državi in poudarila, da je bilo za Slovence vendarle ključno načelo samo
samoodločbe narodov, katere izhodišče je bila Atlantska listina, podpisana strani predsednikov Roosevelta in Churchilla leta 1941 in ki je bila bistven pogoj za to, da smo Slovenci lahko izbrali vladavino po lastni želji in jo s plebiscitom leta 1990 tudi dokončno udejanjili. In če se vprašamo, kje smo danes, ko človek posluša in prebira objave v medijih, zlasti elektronskih, ga te spomnijo na sovraštvo, ki veje iz zapisanih ali izrečenih besed, namenjenih političnim nasprotnikom v 30 letih prejšnjega stoletja in med vojno. Zgodovina se nikoli ne ponovi v svoji celoti, se pa ponavljajo načini netenja sovraštva, ki na to privedejo do novega zla. Nizanje zgodovinskih dejstev slavnostne govornice pa je nadgradil tudi bogat kulturni program s pričevanji ota vrhunca Blaža Ostrovrharja, Eda Bregarja Dona, Nastje Sešek Julije, Franske Sešek, Vladimirja Bertoncla, ukradenega otroka med vojno Janeza Deželaka, Urbana Vovka iz zadnje generacije nabornikov JLA, Tare Knok, ki je bila najmlajša udeleženka proslave 26. junija leta 1991 na Trgu Republike, dezerterja iz JLA Boštjana ter pripovedi o policistu oddelka milice v Medvodah Stanku Strašku, ki je padel med osamosvojitveno vojno, in izjav Cirila Sušnika, Braneta Kršinarja, Tomaža Luštreka starejšega in Tomaža Luštreka mlajšega, ki so jih prebirali Tija Robas, Nejc Mrkol, Irena Sont Šlenc, Karlo Jemc, Matija Jemc in Maša Demšar, ter jih potem izobesili na zid pričevanja na odru, odkoder jih je potem veter ponesel med obiskovalce prireditve. Ugotavljam, da zelo težko speljem tele prireditve, ker me res ganejo. No. Posebej se mi zdel, veste, ker moment se mi zdel najbolj ganljiv. Pripovedovanje teh zgodb iz druge vojne, tukaj iz območja Medvod, pa potem tudi te iz osamosvojitvene, in vmes nas je ujel dež in potem je zapihal veter in vse te zgodbe, ki so bile zataknjene na steno zadaj, so potem med prireditvijo se odpele in odplapolale naprej. In se mi je zdelo tudi tako močno sporočilo, da grejo zgodbe spet nazaj med ljudi, ki so jih pozabili. To se mi je zdelo eno tako krasno sporočilo te prireditve. To so bile torej resnične zgodbe o ljudeh, ki so v različnih obdobjih na različne načine spremljali pa tudi zaznamovali našo pot do lastne države. Glasbeno so prireditev sooblikovali Andraž Babšek, mladinska sekcija Godbe Medvode, trio Jemc, pevka Jana Šušteršič in pevski zbor osnovne šole Preska, ki je v šumu vetra brez ozvočenja ljudem sporočil, naj jim pustimo ta svet, nedolžen in drugačen v njihovih otroških očeh. Današnja prireditev je bila narejena tako, da jo lahko vsakdo razumel kot povezovalno, če je le hotel. Če pa ni hotel, je pa ni. In se mi zdi, da je to tudi stanje duha zdaj trenutno pri nas v družbi. Za moje pojme grozno, polarizirano do konca. Jaz ne vem, če se še znamo veseliti praznika najlepše države na svetu, ker kaj je lepšega kot naša domovina. Ne vem, mislim, če beremo poezijo slovenskih pesnikov, ker čutiš, kako iskreno so ljubili to zemljo, pa niso nikoli dočekali, da je bila samostojna. Zdaj dobrih 30 let to imamo, a znamo še ceniti, se bojim, da kot družba premalo. Predvsem se pa bojim, da ti vzkliki, ki so odmevali po drugi svetovni vojni, torej nikoli več, niso več tako zelo glasni in da je tabor hujskačev na eni in na drugi strani absolutno preglasen, dobi preveč pozornosti in preglasi besede nikoli več. V duhu povezovalnosti in združevanja, s čim manj političnimi floskulami in več pozitivne energije, pa se nadaljujejo poletni praznični dnevi v občini Medvode. Zdaj nadaljujemo seveda po obeležitvi državnega praznika, torej danes je tale prireditev, potem na državni praznik seveda tradicionalni pohod, pa že pred to prireditvijo bila tudi prireditev v Preski in tako. Skratka, če človek želi, se res v teh dneh lahko udeleži mnogo enih prireditev, dogodkov, ki jih organizirajo naša društva. Zdaj centralen je zagotovo vedno, vsaj zame, pa upam, da tudi čim večje število naših občanov, je slavnostna seja občinskega sveta letos.
Ponovno imamo častnega občana, imamo kar nekaj nagrajencev, sama slavnostna seja bo delno posvečena tudi podpisu slavnostne listine o pobratanju z občino Ponte San Nicolo iz Italije in pa ne pozabimo, praznujemo 180 let od rojstva našega zavetnika Jakoba Aljaža. Vabljeni torej, da se udeležite katere izmed prireditev, ki bodo vrhunec doživele konec prihodnjega tedna z zaključkom na 180. rojstni dan Jakoba Aljaža 6. julija. Če je bil v letih po osamosvojitvi Bonovec sinonim za medvoško praznovanje Dneva državnosti, je tradicija velikih ljudskih veselic iz različnih vzrokov zamrla. V zadnjem desetletju nekdanji organizatorji tradicijo nadaljujejo v mirnejšem duhu s poudarjanjem vrednot osamosvojitve, združenih z mašo za domovino. Tako je bil tudi letos organiziran kulturni pohod skozi Alejo Slovenija, ki se je zaključil z mašo pri Hafnerjevi kapelici. Udeleženci so se zbrali pri spominskem obeležju Triglav na začetku Bonovca in nato sprehodili po aleji, kjer so v čast Evropske zveze leta 2012 posadili 12 lip, ki so postavljene točno 12 metrov narazen. Pohod po aleji pa predstavlja neke vrste kulturno-duhovni maraton. Pohod so udeleženci nadaljevali v domoljubnem vzdušju in kulturnem programu v izvedbi Filipa Žebovca, moškega zbora župnije Preska in vrhniških pritrkovalcev. Na koncu aleje pa je zbrane nagovoril Lojze Peterle, predsednik osamosvojitvene vlade. Jaz pravim, da smo doživeli skupaj en milosten čas, v katerem smo bili vsi dobrodošli in osamosvojitev smo uresničili za vse. Vsi so bili naši takrat. Danes nimam več tega vtisa. V svojem govoru se je ozrl na prehojeno pot od osamosvojitve do danes in ta pogled ni bil več tako prijeten kot spominjanje na čas osamosvajanja. Če gledam, kaj se je dogajalo v Sloveniji v teh 35 letih in primerjam, kaj je kakšna vlada opravila v dobro Slovenije, tem bi rekel, da Demosova vlada nima pravzaprav nobene primere. Dajte, mi smo v enem letu, oziroma 14 mesecih, pripravili vse, kar je bilo potrebno, tudi zato, da smo zmagali vojno za Slovenijo. Imeli smo neverjetno dinamiko, ki pa je ne bi bilo, če ne bi bilo ljudske volje. Zbrani udeleženci so nato pohod nadaljevali do Plečnikove kapelice v Preski in se udeležili še maše za domovino, ki jo je ob somaševanju domačih duhovnikov daroval dr. Janez Gril. Tudi on je v svoji pridigi prisotni spregovoril o samostojni Sloveniji. Hvaležni Bogu in ljudem, da imamo svojo državo, a hkrati tudi zaskrbljeni in žalostni, ker se ne razvija tako, kot smo želeli in pričakovali. Veliko stvari gre narobe. Naš odgovor ne sme biti jeza ali zagrenjenost, ampak zavzetost, trdo delo in neomajno zaupanje v Boga. V nadaljevanju pridige je za vse državljane in našo domovino predlagal skupne cilje. Ti cilji so skupno dobro, razumevanje med ljudmi in narodi, mirno sožitje v različnosti, spoštovanje človekovih pravic, vere, kulture, prepričanj in drugih podobnih vrednot. Zavzemanje zanje in za delo zanje prinašata veselje in upanje v prihodnost, njihovo zavračanje pa razkroj in propad. Nekaj grenkobe na dogajanja zadnja leta v Sloveniji je izrazil tudi pesnik in igralec, ki o ljubezni do domače slovenske zemlje ne le govori, temveč jo živi, zaradi česar ga velikokrat poimenujejo legendarni domovinski poet, ki je sodržavljanom za praznik izrekel posebno čestitko. Jaz jim želim zdrave pameti. Naj molijo za zdravo pamet, mogoče bo kaj pomagalo. To je edino. Jaz nimam nič proti z tistim, ki so izvoljeni, ker so si dali izvoliti, ampak tisti, ki so jih izvolili. In bodimo čisto samokritični pa reči. Jaz si včasih predstavljam, kot da smo na neki psihiatriji. Kot da nisem jaz zdaj, a sem jaz zdaj zdravnik, a sem bolnik. Tako da nimam nobenih besed, razen da se veselim tega sonca, ki je nad nami in ki je še vedno svobodno in da bi to trajalo ob tem ognju svetovnem, ki je tako nevaren. To je vse, kar imam za reči.
Svoje razmišljanje o prazniku je imel tudi prvi predsednik samostojne Slovenije. Mislim, da nam ostane to, da se ponovno zbudimo in da uredimo zadeve, ki nam dajejo svinc na noge, če tako rečem. Predvsem pa, da stopimo skupaj, ker v Svetem pismu piše, razdeljeno kraljestvo propade. Jaz bi si želel, da se ne bi osamosvajali še kdaj, da je to dokončno, da bi s tem vsi živeli, da bili tega veseli in da bi znali poiskati spet skupne cilje, ker s tem, ko smo dosegli državo in demokracijo, smo si pravzaprav šele ustvarili pogoje, da kot narod še kaj naredimo. In jaz bi si želel, torej še enkrat rečem, da bi bila osamosvojitev navdih za malo višjo kakovost naše medsebojnosti. Je pa Lojze Peterle pohvalil organizatorje in udeležence vsakoletnega pohoda ter podal tudi svoj predlog za lepše življenje v naši domovini. So ljudje, ki živijo s to energijo, s to zavestjo in tudi s praznično voljo naprej. So pa tudi ljudje, ki tega ne delijo, če tudi gre za zgodovinski dosežek, večjega cilja naš narod ni dosegel v svoji zgodovini. To smo naredili za vse, takrat so bili vsi naši, danes pa ne zgleda več tako. Tako da jaz ne praznujem samo 25. Jaz praznujemo takrat vsak dan, če tako rečem. Vesel sem, da pripadam generaciji, ki je razumela priliko in jo izkoristila. Želeli smo jo izkoristiti za dobro vseh in jaz mislim, da je to tudi najboljši navdih za tisto, kar bi bilo treba za Slovenijo v demokratičnem, domoljubnem in evropskem duhu še narediti. Pohod in maša sta nas znova opomnila, da ljubezen do domovine ni le prazna beseda, ampak dejanje, korak, molitev in skupnost. Naj nas tudi v prihodnje povezuje ponos, da smo del tega čudovitega naroda. Domovina živi v nas, dokler zanjo bije naše srce. Na Dobravi ob Zbiljskem jezeru je bilo v petek popoldan kaj videti. Edinstveno gasilsko vajo, ki so jo gasilci PGD Zbilje organizirali v sklopu praznovanja 70-letnice društva. Curki vode povezani v kupolo, simbolika pa naslednja. 70 curkov za 70 let. Dogajanje smo spremljali tudi mi. In spremljali bomo tudi dogajanje v torek, ko Gasilska zveza Medvode v središču mesta praznuje svojih prvih 30 let. Prav posebno slavje pa se je na Zbiljski Dobravi odvilo v čas 70-letnici PGD Zbilje. Spomladi so slavnostno akademijo že pričeli prvi del, ki se je prejšnji petek nadaljeval na domačem terenu. Majhno društvo z velikim srcem bi lahko poimenovali Zbiljsko gasilsko društvo, ki se ponaša z bogato zgodovino. Na vaji je sodeloval 101 gasilec iz 12 društev, ki pripadajo 6 gasilskim zvezam. 70 vodnih curkov za 70 let nesebičnega in prostovoljnega dela v gasilstvu. Ja, probali smo izkoristiti tisto, kar imamo. Imamo vodo, imamo prijetno površino, zadosti veliko, imamo veliko prijateljev gasilcev, ki so pripravljeni bili na ta izziv. Vse ostalo je šlo pa lahko. Je bilo treba veliko prepričevanja, da so se hitro odzvali na vaše vabilo? Ne, tudi v Gasilski zvezi Medvode zelo dobro sodelujemo, v Gasilski zvezi Vodice imamo itak veliko prijateljev, ker sodelujemo. Okoliška društva zelo dobro sodelujemo, tako da naša pobratena društva Šalke vasi in pa kolegi iz Las, iz Gasilske zveze Dolsko, so pa itak se z veseljem pridružili naši vaji. Koliko imajo proste roke društva, kakšna naj bo vaja, so kakšna priporočila ali je to zgolj nekakšen dogodek, ki obeležuje tudi 70-letnico oziroma obletnico društva? Društva tukaj imajo povsem proste roke. Vedno je pa zaželeno, da se konsolidirajo ali pa posvetujejo z Gasilsko zvezo, da se potem take vaje pripravijo skupaj, kadar nastopa celotna Gasilska zveza, je prav, da je o tem obveščena Gasilska zveza in Medvode in da pri teh vajah tudi sodeluje. Tako da več različnih vaj, bolj bomo pripravljeni na različne intervencije v prihodnosti. Kaj takega se redko vidi tudi v gasilskih društvih in čeprav je bil prizor impozanten, je imela vaja tudi svoj praktičen namen. Pa naj vas kot poveljnika vprašam, zakaj so pomembne takšne vaje? Ne gre zgolj samo za druženje, ne?
Ne, vsaka operativna vaja je pomembna, danes mogoče nekoliko manj z tehničnega, taktičnega vidika, je pa bolj pomembna z tehničnega vidika. Se pravi, preizkusile so se vse motorne brizgalne, tiste, ki jih imamo manj v uporabi, preizkusile so se vse armature, preizkusile so se cevi, tako da smo tudi to danes preverili, da je taktično izpravno in pripravljeno za poletno sezono, ki pa ne vemo, kaj nas čaka. Upajmo, da bo čim bolj mirna. Sklepni del praznovanja 70-letnice društva pa sledi avgusta. Ja, imeli smo že slavnostno akademijo za povabljence, praznik gasilstva v malo ožjem krogu. Smo že praznovali, sedaj je v bistvu vaja v počastitev 70-letnice. Konec avgusta pa pripravljamo še slavnostno parado za vse občane, da se prikaže tudi društvo Zbilje z vsemi spet svojimi prijatelji in Gasilska zveza Medvode. To bo še tretje dejanje slavja, ki ga obeležujejo v letošnjem letu. So pa zbiljski gasilci v mesecu juniju izpeljali še dogodek Zbiljarija, ki počasi dobiva tradicionalne note. Namesto klasične veselice so organizirali praznik slovenske glasbe, prav tako na Dobravi Zbiljskega jezera. Na Dobravi Zbiljskega jezera v gostišču Sidro pa se je že dan prej odvilo 21. srečanje medvoških upokojencev. Člani 3 upokojenskih društev iz naše občine so četrtkovo dopoldne preživeli ob krajšem kulturnem programu, razstavi ročnih del in druženju ob dobri glasbi in dobri jedači. Vsakoletno predpoletno srečanje upokojencev na Dobravo Zbiljskega jezera privabi lepo število članov 3 društev iz vrst Društva upokojencev Pirniče, Medvode in Smlednik. Slednji pa so bili tudi letošnji organizatorji srečanja. Ja, jaz sem kar zadovoljen, mislim, da je obiska kar velik. Nas je približno 230, mogoče še kakšen več. Vesel sem tudi, da so tle, bom rekel, oskrbovanci Sotočja, to lani so bili prvo. Letos je tudi župan izrazil želje, da bi bili naši gostje in smo res veseli, da jih gostimo tukaj. Potem je pa še veliko nastopajočih, tako da povabili smo dejansko gostov okrog 90 z nastopajočimi skupaj, ampak jih je nekaj manj, na kateri se niso odzvali. Sem pa vesel za kulturni program, mislim, je zelo lepo uspel. V njem so v maniri medgeneracijskega sodelovanja in povezovanja nastopili najprej najmlajši otroci iz vrtca Smlednik in Mija Špenko, učenka glasbene šole Šentvit na prečni flavti, ter mešani pevski zbor Smleški žarek iz Kuda Smlednik in folklorna skupina Vodice. Ja, poglavitni namen je druženje upokojencev. Jaz mislim, da druženje najbolj potrebujemo, saj starejša generacija in res tudi, ko se z upokojencem pogovarjam, že komaj čakajo na to srečanje, je pa velik problem finančno konstrukcijo zapreti, ker kljub prispevku upokojencev imamo še srečo, da imamo dobre donatorje, občino, krajevno skupnost, Brinox, pa še kakšnega, da to konstrukcijo lahko zapremo. V upokojenskih društvih je sicer zbrano lepo število upokojencev naše občine, v Smledniku in Pirničah okrog 255, v Medvodah pa okrog 800. Vsakoletno srečanje, ki je nekoč potekalo v Grajskem parku Lazarini v Valburgi, pa je dobro obiskano. V tem času se ne vem, kaj nas spreminja, v glavnem je približno vse enako. Skušamo tudi, da bi bil prispevek naših članov skozi enak. Vidimo pa, da se staramo, da v bistvu mladih nekaj dosti tudi se ne vključujejo v naše društvo, tako da vsako leto se vidimo, da smo malo starejši. Pomemben del aktivnosti, ki jih društva izvajajo med letom, so tudi delavnice ročnih del. Na srečanju so se tako članice vseh društev predstavile svojimi izdelki, razstavo pa je odprl župan Nejc Smole, ki je zbrane tudi nagovoril v pozdravnem nagovoru. Ja, razstava ročnih del, jaz mislim, da je zelo v redu. Naše upokojenke se zelo trudijo, delajo res umetnine, take, ki se zagre, in sem zelo vesel. Vsako društvo posebej razstavlja, imajo vsako svojo mizo in se res, kar bom rekel, skušajo, da je razstava res lepo sprejeta tudi med člani, ki se jo ogledajo. Udeleženci, ki so sicer eni najbolj aktivnih tvorcev življenja v naši skupnosti, saj so po večini tudi člani drugih društev, od kulturnih, turističnih, športnih, lovskih in podobno, so si polni prijetnih vtisov obljubili, da se prihodnje leto ponovno srečajo. Vsaj enkrat na leto v javnem zavodu Sotočje pripravijo srečanje voznikov prostoperja. Tokrat so se zbrali prejšnji torek.
Med drugim tudi zato, da izmenjajo izkušnje, si svetujejo, pa tudi da podajo kakšen predlog, kako bi projekt morda še bolje lahko potekal. Tokrat se jim je pridružil tudi župan občine Medvode Nejc Smole, predstavnice Infotočke 65+ in direktor zavoda Zlata mreža Miha Bogataj. Dobra novica je, da je javnemu zavodu Sotočje ponovno uspelo za projekt Prostofer pridobiti tudi evropska sredstva na javnem razpisu lokalne akcijske skupine Za mesto in vas. Prva vožnja s Prostoferjem, prvim električnim avtomobilom, je bila opravljena 2. novembra leta 2020. Prvi 2 leti je projekt Las zapeljamo vas potekal kot eden od projektov lokalne akcijske skupine Za mesto in vas. In ker se je izkazal za uspešnega, ga je občina Medvode oziroma javni zavod Sotočje tudi nadaljeval zadnji 2 leti z novim vozilom, ki ga imajo v poslovnem najemu. Projekt poteka v soorganizaciji z zavodom Zlata mreža. Ja, res je. Ste ena izmed prvih občin, ki se je priključila temu našemu projektu Prostofer, tako da ga upravljamo v občini Medvode že kar nekaj let. Naša vloga zavoda Zlata mreža je predvsem, da organiziramo te prevoze in pa prevzamemo vso odgovornost nad koordinacijo, hkrati pa tudi občini zagotavljamo možnost, da imajo pregled nad vsemi prevozi. Tako da mi imamo klicni center na tej brezplačni številki 080 10 10, ki je občanom vaše občine na voljo vsak dan med 8 in 18 uro. Tako da lahko pokličejo, rezervirajo svoj prevoz, potem pa naša deklica zagotovi voznika, ki bo ta prevoz opravil in na koncu še uporabnika pokličemo in povemo, kdo bo njegov voznik, ki ga bo tisti dan peljal. Razveseljiva novica pa je, da je bil javni zavod Sotočje ponovno uspešen na javnem razpisu za sofinansiranje projekta Las zapeljamo vas 1. Tako da ga sofinansira Evropska unija in sicer v okviru Evropskega sklada za razvoj podeželja in država. Brezplačni prevozi torej ne bodo obremenjevali občinskega proračuna. Veseli smo, da lahko nadaljujemo s projektom, zdaj teče že 5. leto. Veseli smo, da smo bili uspešni na razpisu skupaj z občino Vodice in Komenda, tako da je naprej sofinancirano in da so omogočeni prevozi. Kakšno mrežo ste stkali? Ja, trenutno imamo 9 aktivnih voznikov, 3 gospe pa 6 moških, ampak ves čas smo veseli novih, ker pač so situacije take, da prihajajo pa iz različnih razlogov pač odnehajo z vožnjami in je zaželjeno, da bomo še kakšne nove. Prostovoljni šofer je lahko vsak, ki ima veljavno vozniško dovoljenje in je v svojem prostem času pripravljen pomagati tistim, ki prevoze potrebujejo, seveda, če imajo v določenem terminu tudi čas. Najmlajša po stažu prostovoljnega voznika sta trenutno Andrej Kunstelj in Ivo Rep. Najprej sem se upokojil, potem pa doma od nekdaj spremljam socialna omrežja in enkrat sem prebral, da manjka voznikov za Prostofer. Nekako se mi je zdelo nujno, potrebno za dušo, da nekako vrnem krajanom tisto, kar so oni dali meni. Tako sem se prijavil, bil seveda sprejet, nekih posebnih testov nisem imel in od takrat vozim za Prostofer. Sem rekel, ljudje v državi so meni nekaj dali, zakaj jim ne bi še jaz nekaj nazaj vrnil in zato sem se odločil, da jim pomagam. Že tako sem skozi v športu in sem rekel, bi pa še malo ljudem pomagal. Koliko voženj ste do sedaj upravili? Že kar nekaj. Cel življenje že rad vozim, zato sem se tudi odločil, da še tukaj, da ne pozabim voziti. Kam običajno greste, v kateri konec naše občine? Ja, vozim od Žleb, Pernču, Mož, Smlednika, Medvode, grem pa pol v kraje Ljubljana, Kranj, Jesenice, kamor je treba. Običajno kakšne zdravstvene storitve, a ne? Ja, samo zdravstvene storitve, samo enkrat se mi je naredil, da sem še gospo peljal, ko sem imel naročeno, da grem še znov v trgovino, pa v lekarno, to pa normalno. Brezplačni prevozi pripadajo ranljivim skupinam in prvenstveno starejšim, ki druge možnosti prevoza nimajo.
ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov in imajo nizke mesečne dohodke, pa tudi slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi. Predvsem se omogočajo prevozi do zdravstvenih ustanov, pa tudi do kakšne trgovine, lekarne, prednost imajo pa do zdravstvenih ustanov. Število prevozov narašča, leta 2021 smo jih imeli nekaj čez 200, lani pa že čez 400. In tudi v prvi polovici leta jih je že blizu 200. Jaz mislim, da ga ljudje še premalo uporabljajo, ker ne vejo. Zdaj, ko se srečujem z raznimi tele našimi strankami, kako ne rečem, vidim, kakšne težave so. Še večje, prvič je premalen avto, kakor vidim, drugič ljudje ne vejo, ne upajo prositi. Sem da tle je to največja pomanjkljivost. Vozniki prostovoljci prevoze opravljajo praviloma od ponedeljka do petka med 8 in 16 uro, izjemoma pa se lahko dnevi in ure tudi prilagodijo potrebam. Težav, bom rekel, nimamo, imamo samo izzive. Tako da voznikov trenutno aktivnih je 9, želeli bi se, da se nam priključi še kakšen, seveda več, ko jih je, manj bojo le-te obremenjeni, sploh sedaj v poletnih mesecih, tako da moj apel bi bil mogoče tistim občanom ali pa mlajšim upokojencem iz Medvod, da naj se nam priključijo kot vozniki prostovoljci. Uporabnikom bi pa mogoče rekel nekaj potrpežljivosti, ko pokličejo na klicni center, pa naj mogoče pokličejo vsaj 3 dni vnaprej. Treba je razumeti, da to ni taksi služba, za danes ne moremo zagotoviti voznika. V Medvodah imamo eno vozilo, ki je na voljo vseh občanom, tako da lepo prosim, naj za svoj prevoz pokličejo najmanj 3 dni vnaprej, tako da ga bojo zagotovo lahko dobili. Tudi temu služijo tovrstna srečanja voznikov prostoferja, da si izmenjajo izkušnje, si svetujejo, pa tudi da podajo kakšen predlog vodjem projekta, da bi ta morda še bolje potekal. Vse izkušnje so izjemno pozitivne. Izjemno pozitivne in ta odziv krajanov, ta, kako bi rekel, hvaležnost za to, da se neka storitev za njih opravlja brezplačno, to je neverjetno. Klepetamo v avtomobilih, ko se vozimo na relacijo ali nazaj, ljudje pripovedujejo svoje zgodbe, sam sem po naravi bolj odprte sorte, tako da te vožnje so prav prijetne. Same dobre izkušnje? Ja, dobre izkušnje, samo stranke govorijo, ta avto je v bistvu premajhen, noge ne morejo odzigniti, kaj previsok prah, od zadaj ni prostora, hojce nimam kam dati, so jo v naročju držali, premajhen avto je zato. Bi mogel biti malo bolj komod avto, drugače pa avto super. Nikoli nisem še vozil električnega, pa še avtomatik, no zdaj pa to imam in se super počutim. Ko smo že posredno sicer pri javnem potniškem prometu, na spletni strani občine Medvode je objavljena povezava na kar dolgo pričakovan dokument Direkcije za naravne vire in prostor. Gre za stališče do pripomb in predlogov, ki so jih fizične in pravne osebe podale na predlog državnega prostorskega načrta nadgradnje Gorenjske železnice Ljubljana-Kranj-Naklo. Mi pa več o tem v prihodnjih oddajah. Poletni večeri so kot nalašč za kresne noči in simbolika ognja je zažarela tudi na skupnostnem vrtu Društva Barka in Društva Sorško polje, ki vsako leto 23. junija praznujeta tradicionalno kresno noč. Gre za obujanje stare tradicije kurjenja kresov. Kresne šege in navade, ki so povezane z ognjem, izhajajo iz magičnega odnosa človeka do narave. Še preden je kres zagorel, pa smo jih obiskali z našo ekipo. Kresovanje pri delavnicah Barke je že tradicija. V društvu so moči združili z Društvom Sorško polje, ki ima pri njih skupnostni ekološki vrt, na katerem je vsako leto kaj novega. Drži, danes v Barki s tem tradicionalnim kresovanjem zaključujemo, bom rekla, aktivnosti v Barkinih delavnicah.
tako nekako naše šolske leto s tem pride h koncu, zaključimo z rednimi aktivnosti in gremo v malo bolj umirjeno stanje, tudi na kakšen dopust. Barkači so na nekaterih počitnicah tudi že sami bili, tako da veselimo se tega dogodka. Nam pride precej staršev, prijateljev, sovaščanov in pa seveda Društvo Sorško polje, s katerim skupaj organiziramo ta dogodek. Dobivamo se dejansko vsak torek, popoldan od 5 do nekje do 8 smo tukaj, tako da pa nas pa pride tam od 5 do 10, se nas bere, no, tako da ta torek smo imeli pa posebej tako zanimivo delovno akcijo, na koncu še malo piknika, tako da smo tale vrt res uredili pa pripravili kres, seveda, za današnje srečanje. Današnje srečanje pa tudi v nekakšnem sožitju, ne, tukaj z barkači, z bilskimi. Kako poteka to sodelovanje, sobivanje? Je kaj zanimanja tudi iz njihove strani, pridejo kaj pomagati, jim date kaj pridelkov mogoče? Kako je s tem sodelovanjem? Naše sodelovanje traja zdaj že 10 let, pravzaprav takrat smo začeli s tem vrtom, v bistvu prej je nekako Barka računala, da bo tukaj stala vrt sama obdelovala, ampak ni šlo skozi, no, tako da pa smo se pa povezali in nekako sestavili. Od začetka smo imeli tudi spomladi skupne delovne akcije, tako da je bila desna polovica vrta, v bistvu smo skupaj pripravili, pa je bila nekako od Barke, na levi polovici smo pa mi delali, ampak pol so pa kar nekako malo umagali, tako da zdaj sva se pa z novo direktorico pa pogovarjala, da bi pa v naslednjem letu pa verjetno spet probali majčkeno na novo poživeti te zadeve. No. Društvo Sorško polje, katerega osrednja dejavnost je spodbujanje kmetov, vrtičkarjev in potrošnikov na območju Sorškega polja za trajnostno pridelavo in uporabo, deluje tudi v Zbiljah in vabi vse zainteresirane, da se jim pridružijo. Namen tega današnjega dogodka je pa ravno ta, da pa domačini pridejo pogledati, kaj se tukaj dogaja, v bistvu, da spoznajo Barko, da spoznajo naše društvo, ta vrt, ker ta vrt v osnovi ideja je, da bi bil namenjen Zbiljcem, pa Medvoščanom, da bi se tukaj družili, izmenjevali izkušnje, ampak zaenkrat domačinov ni prav veliko, no, tako da kakšen se nam včasih priključi, tako da jaz upam, da bodo prišli danes kaj pogledati, pa da se nam bo tudi kaj večja skupina pridružila, ker mi smo razmišljali, da ko bo tlele domačini, ki bojo osvojili ta vrt, bomo mi v kakšni drugi krajevni skupnosti še ta vrt vzpostavili, tako da tako nekako je ideja, da bi na Sorškem polju imeli 11 takelih vrtov, ko je ta tukaj, ki imamo tudi 11 krajevnih skupnosti. Poletje tudi med barkače prinaša nekaj zasluženega oddiha in bolj mirnih dni. Vzeli si bomo čas za kakšen sladoled, ledeno kavico, odvisno od vremena, če bo prevroče, si ne bomo privoščili toliko sprehodov, sicer pa gremo radi v tem času poleti tudi malo ven, v kakšno bolj gozdno pot, no, kjer je senčka in bolj prijeten zrak. Sicer pa bo tudi kar nekaj barkačev odšlo na počitnice, asistenti prav tako da bomo v nekoliko manjšem številu, ampak je prav tako prijetno, mogoče malo bolj intimno, čas za kakšne stvari, ki so nas počakale, mogoče pospravimo kaj, tako da zagotovo se bo našlo kaj. Jeseni pa bodo tudi skupaj z Društvom Sorško polje zakorakali novim izzivom in projektom naproti. Prvi dan poletja, 21. junij, je bil letos v Medvodah v znamenju praznika glasbe. OKZ Medvode se je preko Slovenskega glasbeno-informacijskega centra pridružil mednarodni iniciativi Fête de la Musique, ki poteka v več kot 120 državah sveta. Letos pa je praznik glasbe odmeval tudi po vsej Sloveniji. V Medvodah na terasi bara Kulture 313,6 pred Kulturnim domom Medvode, kjer so nastopili Lovski pevski zbor Medvode in Bratovščina glasbenega galeba. Kar 21 mest po Sloveniji je 21. junija obeležilo Svetovni dan glasbe s številnimi brezplačnimi koncerti, uličnimi nastopi in glasbenimi presenečenji. Ulice, trgi in parki so za en dan postali oder, na katerem so nastopali glasbeniki vseh žanrov in starosti, od uveljavljenih imen do svežih lokalnih talentov. Torej, pobuda je prišla iz društva Sigic, ki je prevzelo organizacijo tega praznika glasbe v Sloveniji.
in na ta dan pač častijo Sazas. Tako da smo se tudi mi odločili, pa dajmo še mi mogoče razpisati praznik glasbe v Medvodah, zakaj pa ne, pač po večjih mestih je to že navada. Ideja je, da se pač na ulici ponudi prostor in pridejo glasbeniki. Pač kot občinska kulturna zveza smo povabili vse glasbene skupine, ki tukaj delujejo, pač 2 sta se odzvali, taborniki danes nastopajo, pred njimi so bili še lovski pevski zbor. Žal letos še ni bilo veliko publike, ampak mogoče se pa v prihodnje to bolj prime. V Medvodah so na terasi Bara kulture 313,6 pred kulturnim domom Medvode v popoldanskem delu nastopili člani lovskega pevskega zbora Medvode, v večernem pa še Bratovščina glasbenega galeba. Torej, danes je svetovni dan glasbe in zato tudi danes igramo tukaj v Baru kulture, ker imamo to možnost. In ker smo rekli nazaj, da ne bomo imeli več dodatnih koncertov pred zletom, ampak se je ponudila ta priložnost, da tle v zavetju Smrek imamo en tak lušten, prijeten, sproščen koncertič. V bistvu nastop, ni toliko zares dolg koncert. Pa imamo eno članico, ki ful dobro pozna lastnico, pa se je pozmenila vse. Lahko bi rekli, da sta v sorodu. Slovenski praznik glasbe, ki poteka brez generacijskih in žanrskih omejitev, je kulturni dogodek usmerjen v promocijo slovenske glasbe in njenih ustvarjalcev. Festival nudi priložnost, da se glasba pojavi na nevsakdanjih javnih prizoriščih, izvajalci sicer za svoj nastop ne prejmejo honorarja, lahko pa pripravijo klobuk ali kovček za prostovoljne prispevke občinstva. Vsi koncerti pa so za obiskovalce brezplačni. Kako vam je všeč prostor Vibe? Nam je ful všeč Vibe, mislimo, da tudi te Smreke naredijo ful Vibe in bi bilo res škoda, če bi jih posekali. Pa lepe lučke, pa lepa publika. Tako ja, ful je fajn. Plus zdaj bo še ogenj, tega ne smem povedati, tega ne na kamero. Plus še za jesti bo potem hrana, v nekih oblikah tega tudi ne. Tako da samo pričakovanje že vzdigne moralo. Manjše zavarovano kurišče so pripravili taborniki, saj tudi člani Bratovščine glasbenega galeba prihajajo iz vrst medvoških tabornikov. Sestavili pa so se prvič za lanskoletno slovesno praznovanje 40-letnice roda dveh rek. Pričakovali smo obletnico našega taborniškega rodu lani in nas je pol Martin zbral, da bomo imeli en koncert, zato da ne rabimo plačevati enih glasbenikov. In nam je bilo ful fajn in smo še nadaljevali. Skratka, vsi ste taborniki. Tako, ja. Ime pa odkot? To je čisto izvirno ime, če smem reči, da se ti pa več povej. V bistvu enkrat smo videli ene galebe in smo se počutili ful glasbeno in smo se zbrali v bratski objem in po je prišla Taja in je padla na pamet ena svetla ideja in jo je prešepila na Martinu na uho in od tukaj naprej se zdaj dogaja. Bratovščina glasbenega galeba se je na prazniku glasbe predstavila s predelavami znanih slovenskih skladb, kot tudi z avtorsko skladbo Nič ne skrbi. Pripravili smo enourni glasbeni program, v bistvu smo imeli ful dolg program, pa smo mogli zmetati slabe stvari ven, oziroma ta manj dobre, tako da v bistvu smo pripravili same dragulje za vas. In kaj špilate, kaj so te dragulji? Torej, bolj zabavne pesmi, saj v glavnem zimzelene slovenske, take za večerni ogenj. No, zdaj sem imel avto, kaj pol enkrat šel delat in sem rabil samo še dekle. Pa sem šla na prvi zmenek in že obupala je, ampak sem ji rekel pol, nič ne skrbi. Vsak naslednji dan je boljši kot prvi, bo boljši, upam. Nič ne skrbi. Vsak naslednji dan je boljši kot prvi. Stoji nas 5 članov. Jaz sem Martin in pojem in igram kitaro, potem tukaj Vasja je na kahonu in igra in poje Damjana. Potem imamo pa še Aljo, ki igra violino in poje, Tita, ki igra trobento, pa Martina, ki igra klavir. Tako. Ki ni bil originalno član, ampak me je enkrat prišel iskat na vajo in še nismo bili konc in pa je prišel zraven špilat in smo se lepo ujeli in pa je ostal. Prvi praznik glasbe je privabil nekoliko manj obiskovalcev in izvajalcev, kot so morda organizatorji želeli, a so tisti, ki so prišli, toliko bolj uživali.
Se je pa uvod v praznik zgodil že večer prej s koncertom mlade mednarodne zasedbe Balinčki, ki ima prav tako medvoški pridih. Ja, Balinčki so pa trio švicarskih študentov, da tako rečem, oziroma Gašper Gortner je Medvoščan, njegova punca Nina Tajč študira bariton, oba sta zdaj že na drugi stopnji bolonskega študija in njun sošolec trubentač. Imajo eno tako posebno zasedbo, smo jih že lani gostili čist naključno, smo jih slučajno našli in zdaj pa se mi zdi, da bi lahko to že kar tradicionalno postalo, da pač res pašejo junija Balinčki tukaj v Bar kulture in je bil res lep večer. Pač oni imajo res zanimivo glasbo, svoje priredbe delajo na čisto svoj način, pa inštrumentalisti so res močni, tako da je to bil res kvaliteten večer. Medvoški policisti niso prav nič počitniško razpoloženi, saj je tokrat črna kronika spet nekoliko daljša. Na območju občine Medvode so obravnavali 5 prometnih nesreč. V Vikrčah sta trčila avtomobil in moped, na srečo brez telesnih poškodb in zgolj z manjšo materialno škodo. Na Seničici sta se v nesrečo vpletla voznik skiroja, ki je vozil po napačni strani vozišča, in kolesar. Povzročitelj je po nesreči pobegnil s kraja dogodka. Prometni nesreči z manjšo škodo sta se zgodili v Goričanah in v Medvodah, še en trk divjadi pa v Smledniku. V teh zadnjih 3 so policisti odstopili od ogleda. Občanu iz Medvod so iz vozila ukradli registrske tablice. Občanki iz Ladje je nekdo grozil, zato ga je prijavila policiji. Nekdo je poskušal vlomiti v stanovanjsko hišo v Vikrčah, vendar lastniki ne pogrešajo ničesar. Enako se je zgodilo v Spodnjih Pirničah. V Medvodah pa je nekdo storil goljufijo in se nedostojno vedel, zato je za kršitev po zakonu o javnem redu in miru že prejel plačilni nalog, o kazni za goljufijo pa bo odločilo sodišče. Medvoške policiste so obvestili tudi o neprimernem vedenju potnika na vlaku, vendar kršitve niso ugotovili. V Zbiljah so ustavili voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola in so ga morali pridržati. Hrup in glasna glasba v stanovanju v Medvodah sta zmotila soseda, ki pa ni želel podati prijave za zapisnik. Ker pa kršitev na kraju dogodka ni bila ugotovljena, policisti niso mogli ukrepati. Obravnavali so tudi naznanitev tatvine denarja iz stanovanja v Medvodah, vendar so bile stvari najdene. V postopek pa so vključili še Center za socialno delo. V Valburgo so policiste poklicali zaradi agresivnosti in izbruha otroka, vendar policisti kršitve na kraju dogodka niso ugotovili. Na ladji sta se sprla soseda, ki nista želela podati izjav za zapisnik, tako da so policisti spet zaman hodili na kraj dogodka. Policisti so bili naprošeni tudi za posredovanje pri 2 osebah z vedenjskimi težavami, ki pa ob prihodu policistov prav tako nista kršila nobenih zakonskih določil. V Presko so jih poklicali zaradi 2 nepravilno parkiranih vozil, ki sta ovirali vozila na izvozu na cesto. Voznika sta prejela opozorili za nepravilno parkiranje. Občanka v Medvodah je bila obravnavana zaradi poslušanja glasne glasbe in povzročanja hrupa. Med postopkom pa je še žalila uradno osebo, zato je že prejela plačilni nalog za globo. Medvoške policiste so poklicali tudi v Žlebe, kjer se je pohodnica zlomila nogo, ter v Medvode, kjer je pes napadel sprehajalko in jo opraskal ter poskušal ugrizniti. Ustavili pa so tudi voznika motornega kolesa, ki ni upošteval znakov policistov, zaradi česar so morali naknadno uporabiti tudi sredstva za oklepanje, odrediti strokovni pregled voznika in mu seveda odvzeli tudi vozniško dovoljenje. To je bilo vse v tokratni informativni oddaji. Želimo vam obilico hladu v teh vročih dneh, še najbolje v zavetju sence in nekje ob vodi. Do prihodnjič, nasvidenje.